Pozdravljeni na 18. seji občinskega sveta. Najprej bomo ugotovili sklepčnost. Prosim, da pritisnete zeleno tipko. Prisotnih je 23 svetnikov, torej smo sklepčni. Odsotnost je opravičil Cvetko Emeršič zaradi bolezni. Prosim, da izključite mobilne telefone. Rojstni dan je praznoval Damjan Zlatnar. Čestitke za nazaj. Prehajamo na potrditev zapisnika 17. seje občinskega sveta z dne 7. decembra 2016. Zapisnik je objavljen v gradivu številka 18. Ima kdo pripombo na zapisnik? Ne. Prehajamo na glasovanje o predlaganem sklepu. Občinski svet sprejme zapisnik 17. seje občinskega sveta z dne 7. decembra 2016. Glasujemo. Glasovanje poteka. Glasovalo je 24 svetnikov, proti ni bil nihče, torej je ta zapisnik sprejet. Prehajamo še na potrditev zapisnika druge dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala od 17. do 19. januarja 2017 do 14. ure. Zapisnik ste člani sveta prejeli po elektronski pošti. Ima kdo pripombo na zapisnik? Ne. Prehajamo na glasovanje o predlaganem sklepu. Občinski svet sprejme zapisnik druge dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala od 17. do 19. januarja 2017 do 14. ure. Glasujemo. Glasovalo je 23 svetnikov, proti nihče, za 23, torej je ta zapisnik sprejet. Prehajamo na dnevni red. Predlog dnevnega reda je objavljen v gradivu številka 18. Ima kdo predlog za razširitev? Besedo ima Karla Urh. Prav lepo pozdravljeni. Imam predlog za razširitev dnevnega reda 18. seje občinskega sveta s točko volitve in imenovanja. In sicer obrazložitev. Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja je na 19. seji 18. 1. 2017 obravnavala predloge za člana sveta Cirius Kamnik, člane sveta osnovne šole Toma Brejca in sveta osnovne šole Fran Albrehta Kamnik ter dodatnega člana sveta Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik. Poleg tega je komisija obravnavala dopis sveta Centra za socialno delo Kamnik z dne 21. 12. 2016, v katerem svet zavoda občine Kamnik zaproša za mnenje k imenovanju direktorice. Glede na navedene datume gradiva ni bilo mogoče pravočasno umestiti na dnevni red seje. Zaradi potrebe po imenovanju predstavnikov občine v organe omenjenih javnih zavodov in zakonsko določenega roka 60 dni za podajo mnenja za direktorico pa se skladno s 33. členom poslovnika občinskega sveta občine Kamnik predlaga razširitev dnevnega reda 18. seje občinskega sveta občine Kamnik s točko volitve in imenovanja. Obenem pa predlagam še. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče? Ne. Prehajamo na glasovanje. Glasujemo.
Glasovanje poteka. Glasovalo je 24 svetnikov, proti nihče, za 24, torej je ta predlog sprejet. Besedo ima Karla Urh. No, in še en predlog za razširitev dnevnega reda 18. seje občinskega sveta s točko predlog sklepa o podelitvi priznanj občine Kamnik v letu 2017. Komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja je na 19. seji 18.1.2017 obravnavala prispele predloge na javni poziv k predložitvi predlogov za podelitev priznanj občine Kamnik za leto 2017. Glede na navedeno gradiva ni bilo mogoče pravočasno umestiti na dnevni red seje, zato se skladno s 33. členom Poslovnika občinskega sveta občine Kamnik predlaga razširitev dnevnega reda s točko predlog sklepa o podelitvi priznanj občine Kamnik v letu 2017. Hvala. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče? Ne, glasujemo. Glasovanje poteka. Glasovalo je 24 svetnikov, proti ni bil nihče, za 24, torej je ta predlog sprejet. Besedo ima Tina Trček. Lepo pozdravljeni. Občinski svet je na drugi dopisni seji, ki je potekala od 17. do 19. januarja, sprejel sklep, s katerim je statutarno-pravni komisiji naložil pripravo uradno prečiščenega besedila odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik. Statutarno-pravna komisija je na svoji 20. seji obravnavala in potrdila predlagano uradno prečiščeno besedilo. Glede na navedene datume gradiva ni bilo mogoče pravočasno uvrstiti na dnevni red seje, zato se skladno s 33. členom Poslovnika občinskega sveta predlaga razširitev dnevnega reda 18. seje občinskega sveta občine Kamnik. Hvala. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče? Ne. Glasujemo. Glasovanje poteka. Glasovalo je 21 svetnikov, proti nihče, za 21, torej ta predlog sprejet. Kakšen predlog za hitri in skrajšani postopek? Besedo ima Matjaž Srša. Hvala za besedo. Občinska uprava predlaga, da se po skrajšanem postopku sprejme predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju občine Kamnik, ker gre za manjše spremembe 3 členov. Hvala. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče? Ne. Prehajamo na glasovanje. Glasujemo. Glasovanje poteka. Glasovalo je 23 svetnikov, proti nihče, za 23, torej je ta predlog sprejet. Umik? Ni. Sprememba vrstnega reda obravnave točk? Ni. Potem prehajamo na glasovanje o dnevnem redu v celoti. Občinski svet sprejme dnevni red 18. seje občinskega sveta. Glasujemo. Glasovanje poteka.
Glasovalo je 23 svetnikov, proti ni bil nihče, za 23, torej je dnevni